Okej. Ampak, a, jaz imam včasih občutek, da smo zdajle v obdobju, ki je izredno naklonjeno neki iskreni ranljivosti, priznanjem, zlomov, padcev, razkrivanju, da smo vsi samo ljudje, da imamo cel kup nekih, pomanjkljivosti, da ni vse samo gladko. Kaj pa, ko se bojo časi spremenili ali pa ko smo bili mi mladi, mogoče so časi celo bili drugačni, se o tem ni govorilo ali pa to ni bilo moderno? Mislim, tako bom rekel, zakaj sem se jaz odločil takrat spregovoriti na glas? Če rečeva kar tako. Jaz sem imel podjetje, ki je bilo zelo uspešno, ki je šlo navzgor. To podjetje je rastlo hitreje kot karkoli na mojem svetu in teh 10 let, ki sem ga pustil v mojem podjetju, je tudi mene, tudi zame bil zelo velik preizkus. Praktično iz nič zaposlenih prideš na preko 40 notranjih in zunanjih sodelavcev, iz enega podjetja prideš na 3 podjetja, in v bistvu do leta 2019, sem nekako bil prepričan, da pot gre lahko samo še navzgor. Seveda potem je sledil covid. Jaz sem nekaj mesecev pred covidom šel s svojimi poslovnimi partnerji v projekt odpiranja fizičnih trgovin, ki pa se ni izkazal za najboljša odločitev takrat. Kljub temu, da smo v bistvu prav za te trgovine, za to verigo trgovin, prejeli v bistvu nagrado najboljšega poslovnega načrta v regiji. Tako da nagrado imam. No, kakorkoli, covid je pripeljal do tega, do zloma mojega podjetja, skupine in posledično tudi do stečaja podjetja. Seveda tudi jaz kot nekdo, ki je res 10 let dal svojega življenja samo v to podjetje in sem na koncu dneva le človek, ki je enostavno padel, in je potreboval kar 2 leti, da se je nekako nazaj sestavil do določene mere. In tako bom rekel, ko gledam dandanes na vse skupaj, se ne smilim samemu sebi. Sem se pogovoril sam s sabo, vem, kaj sem jaz naredil narobe, vem tudi, da svet je sestavljen iz takšnih in drugačnih ljudi, takšnih in drugačnih svetovalcev, ali kako bi temu rekel človek. In kar sem se v bistvu iz tega najbolj naučil, da delaj to, kar znaš delati, in, sledi poti, ki jo ti želiš. Ne iti v nekaj, kar tebi ni domače, ker lahko zelo hitro stvari opečeš. In če zdaj skrajšava to zadevo, seveda ta moj padec, ki se je zgodil, je pripeljal tudi do tega, da sem jaz posegel po določenih, pregloboko v Substancah. kozarec in substancah. Tako je. Alkohol, mamila. Tako je, okej, ja, zdaj mamila, da ne bova šla predaleč, Ne, ne. no. Ja. Substance. Ja, substance, tako rečeva temu. In v nekem trenutku, kar je pripeljalo tudi do tega, da sem izgubil, da je tudi moja veza razpadla, da praktično sem kot človek popolnoma padel. In, v bistvu v nekem trenutku lansko leto, maja, pa sem si rekel: "Aljoša, dovolj je." In odšel sem na zdravljenje, iskreno, na enomesečno, in takrat dalje sem rekel: "Od zdaj naprej, bilo je, kar je bilo, zgodilo se je, kar zgodilo, naredil si toliko in toliko napačnih odločitev, ampak ne boš dovolil, da te odločitve definirajo tebe kot človeka. Povej na glas, opraviči se, komur se imaš za opravičiti, hkrati pa ne bodi več jezen nase in odpri, novo poglavje v življenju." Kaj je bilo pri tej celotni zgodbi padanja najtežje? Je to, kaj bojo rekli drugi? Je to strah? Je to izguba nekega statusa? Je to, bil sem na vrhu, imel sem vse, bil sem car in zdaj kar naenkrat nisem več?
kaj je tisto, kar je v bistvu najbolj boleče ali pa čez kar je najtežje iti? Um, ja, to je kar kompleksno vprašanje. Um, v bistvu jaz se s svojim statusom nikoli preveč nisem ukvarjal. Uh, ne bom rekel, da nimam rad lepih stvari, pa da ne, kot je rekla Elizabeth Taylor, lažje se jokati v Mercedesu, kot pa v kakršnem koli drugem avtu, ne. Ampak mene je to, kar sem jaz postavil na noge z ekipo, seveda nisem jaz to sam postavil, da se razume, je bil kot nek moj otrok. In jaz sem v bistvu tudi odraščal v družini, kjer iz strasti ustvariš nekaj. In toliko težje je potem v bistvu samemu sebi priznati, da si da si sprejel napačno odločitev in da dejansko si na točki, ko moraš reči, konec je. Zgrešil sem tarčo. Tako je, tako je. Če ne merim, če sploh ne streljam, nikoli ne bom zgrešil s tarče, ampak potem tudi nikoli zadev ne bom v življenju. Tako je, tako. In v bistvu zdaj, če me vprašaš še enkrat, v bistvu mene, veste, denar je stvar, ki pride pa gre. Jaz lahko tudi danes rečem, jaz sem prepotoval svet, vedno verjel sem, da sky is the limit, in danes sem še zmeraj tak, ki verjame v to, da lahko ustvarim nekaj, vendar sem v bistvu veliko bolj, recimo temu, moder pri temu, kako se lotevam projektov. To si prej omenil, a ne, naučil si se ne iti v nekaj, kar ti ni domače. Mene pa zanima, kaj je sploh tisto, kar te sili v to, da greš v nekaj, kar ti ni domače. Ker vendarle verjetno ima človek kar neki grenek priokus, če se loteva stvari, ki mu niso blizu. Mislim, sprva se moraš pogovoriti sam s sabo, kdo ti si kot persona. Jaz vem, da sem kreativec, jaz vem, da moja filozofija življenja je razvoj in konstantna rast. Tako notranja, kot pač tudi življenjska, ne. Nisem pa nekdo, ki bi lahko temu rekel, nisem pa finančnik. Oziroma nisem tisti klasičen menedžer. In recimo, ko je moje podjetje rastlo, dejansko sem iz kreativca mogel v bistvu iz dneva kar naenkrat čez noč prerasti v nekega direktorja. In tako bom rekel, ne pravim, da danes ne bi več bil direktor ali pa lastnik ali karkoli, ne lastnik, da ne bi šel več v neko Ekonomijo. tako, bi. Ampak bistoglavo, ki jo imam zdaj, ne pa za nekom, v bistvu ne pa kot 20-letnik, ki dejansko ni imel dovolj izkušenj. Ker ti kot vodja moraš biti sprva zgrajen kot oseba. Tvoja persona mora biti jasna, tvoj pogled na svet, mislim, miren moraš biti in moraš tudi vedeti, kako posredovati in komunicirati s svojimi sodelavci. In jaz pri sebi takrat lahko rečem, da sem bil premlad. Drugače, jaz v tem slišim tudi paradoks, ki ga ima marsikdo. Recimo jaz lahko rečem, tudi v odvetništvu se srečujem s podobnim paradoksom. Mi nismo študirali ekonomije, mi smo študirali nekaj čisto drugega. V tvojem primeru ti si kreativec, to je tisto, kar te odlikuje, to je tisto, na kakšen način tvoji možgani delujejo. In ko mi to spravljamo v kapitalizem, v ekonomske procese, je to močno in zunaj naše izobrazbe, zunaj morda tudi naše cone udobja in celo našega načina razmišljanja. In je resnično izziv, kako en bogato paleto poslov, ki zahtevajo drugačen pristop kot strogo ekonomski, spraviti v ta ekonomski vidik, recimo temu, finančnih
Tako je. Mislim, Umetno. zelo pomembno je, da dejansko se ti obdaš z osebami, z dobrimi osebami, z osebami, ki nimajo nekih drugačnih namenov. In to je naloga vsakega ustanovitelja, je v bistvu ta, da zazna, kdo je dobra oseba in kdo je oseba, ki morda nima ravno, recimo temu, istega pogleda kot ti na svet, življenje, posel. In tudi, tako bom rekel, ni recepta za kako postaviti, kako v bistvu kar naenkrat iz kreativca preiti v vlogo menedžerja. Tukaj je ogromno enih dejavnikov. Jaz prihajam iz družine, ker moji starši niso podjetniki, ampak delujejo v svoji panogi. In morda tudi nisem bil tako priučen. Morda si ti iz neke podjetniške družine, no, tudi ne. In, Nikakor. ja, no, in se pač tudi se stvari morajo, kako bom rekel, tudi zvezde se morajo pravilno poklopiti. No. Moj temu, recimo, mojemu padcu takrat je bila posledica največja dejansko covid.